Kaj pa to, ko sem odkrila božične puloverje? Ko bi vi vedeli, koliko sem jaz to dolg časa iskala biker shorts in pa jih najdem v Primarku za 3 evre, a se ti hecaš, šopaholik spet na pohodu. Hejla lepotice, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, kjer danes po res dolgem času sledi en Primark haul. Vmes sem dobila že kar nekaj komentarjev, Eva, a si bila kaj v Primarku, a bo kakšen Primark haul, a bo kakšen Primark shopping. In zdaj v začetku jeseni sem rekla, evo, idealna priložnost, da grem jaz spet pogledat, kaj se kaj lepega dobi, kaj ima kaj lepega za jesen. Tako da, kot vidiš tukaj za mano, sta dve že polni vreči jesenske robe. Mislim, da je skupaj skoraj 25 kosov, kar je crazy. Dobila sem res veliko lepih stvari. Sem si pa pri tem dala eno tako misijo in sicer, da želim vsaj 5 večnih kosov. Zdaj, kaj sem s tem mislila? Nekako kosi, ki jih bom lahko kombinirala kadarkoli, ne glede na priložnost, sploh zdajle za jesen, pa zimo, pa tudi včasih zna biti pomladi zelo še hladno in tudi poleti ob kakšni, ne vem, plaži zvečer. Tako da sem si res želela kose, ki jih bom lahko nosila večno. Tako da, evo, če te zanimajo tele moje nove stvari in kako sem se imela med samim nakupovanjem, potem glej video naprej. Za začetek pa en sadni smuti. Tukaj noter so gozdni sadeži, mandljevo mleko, ovseni kosmiči, da bom dobila energijo za shopping. Prva stvar, ki mi pade v oči, so tele majčke, ful so pocen, pa tok mehke. Imajo jih v ful različnih barvah, od črne, sive, temne dolje, rumena, olivna, tako da zdaj dilema, katero izbrati. Evo, ljubitelji Coca-Cole, med njimi tudi jaz, pa šli bomo na svoj račun. Pa še majčke, večna klasika Franci, sem videla tam dol imajo tudi pižamce. Tale pulover pa obvezno pa spijaš eno Coca-Cola v njemu. Kaj pa je to? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Kjer cute topek. Tega bi se dal pa ful dobro kombinirati na krilce ali pa hlače, pa ful tak prijeten material. Nič ne pika. Kaj pa to, ko sem odkrila božične puloverje? Pa ful so cute. Je res, da smo šele oktobra, ampak glede na to, da polko iščeš ni, pa da so teli ful cute, zakaj pa ne? Koliko pa jaz obožujem baretke, take pariške so mi, spomne me vedno na Pariz, pa še nimam. Koliko luškano. Tole je pa Miki miška, ovitek oziroma za pasoš noter dati. Ko bi vi vedeli, koliko sem jaz to dolg časa iskala biker shorts in pa jih najdem v Primarku za 3 evre, a se ti hecaš. To je pa čist hit. Že lani se je pojavil ta trend, leto se je sam stopnjeval in s tem lahko narediš res hude in stylish outfite. Ene grejo z jih z mano. Koliko so pa te hlače udobne, prav spomne me na uno kolekcijo od Kim Kardashian, ki ima ta Skims. Takole, ko gledamo daleč, lahko rečem, da je Primark založen od glave do nog. Res imaš vse, od bundic, puloverjev, kap, evo še trakove imaš tukajle. Pol imamo tudi tele prehodne jakne, hlače, trenerke, pa kavbojke, tako da bo izbira tokrat malo težja, pa še poceni. In evo me nazaj doma. Zdaj upam, da si dobila nekak ta prvi vtis, kakšne barve so moderne, kaj se nasplošno dobi v Primarku, kaj se bo nosil to jesen. Tako da zdaj pa bomo pogledali tudi v tele moje vrečke. Zdaj, na začetku videa sem rekla, da sem si dala eno tako misijo in sicer, da želim vsaj 5 večnih kosov, ki jih bom lahko nosila ne glede na letni čas. Pa poglejva, a mi je to uspel. Zdaj, en kos mi je definitivno takoj padel v oči. Jaz namreč obožujem puloverje, malo bolj te toplejše, torej lahko bi rekla pletene, in dobila sem enega res lepega, nič pikastega v torej beli barvi, v bistvu taka belo-siva barva. Zdaj, pleten pulover jaz obožujem nositi na škorne. V bistvu lahko da samo neke visoke škorne gor, tale pulover in zgledaš v bistvu čist stylish oblečena, pa ga dajmo še pomeriti. Takole zgleda, stopam še na kavč, da vidiš celega.
res je lep, udoben, da ne govorim koliko topo. Tako da v bistvu, evo, spodaj dam samo neke kavbojke, škorne in si res stylish oblečena, s tem, da bi kombinirala še s kakšnim klobučkom in da tisto piko na i. Povem ti še ceno, zdaj sem videla, da sem ga narobe obrala. 17 €, jaz sem ga vzela v številki XS. Tako da, evo, to je ta prvi večni kos, jaz ga obožujem. In greva na kos, večni kos številka 2. Mislim, da se boste čisto vse strinjali z mano, da črna, klasična črna majčka z dolgimi rokavi vedno prav pride. Lahko jo nosiš dejansko na vse. Moje mnenje pa je, da se še najlepše kombinira na kakšno krilo ali pa kavbojke. Tale majčka je toliko zelo udobna, to je toliko dober material, prav tako obvije tvoje telo. Spomnim se, da so že lani iz točno tega blaga imeli pulje, take tako do tle, vem, da so imeli več različnih barv, jaz imam 3 različne in so se ful dobro nosili, zdaj so pa naredili evo še majčke in res je udobna. Če boš šla v Primark po tipi, boš vedela tako, o čem govorim. Da ne govorim, koliko je bila pocen, samo da jaz najdem ceno, sicer že vem, 8 €, ampak evo še takole, da boste vedele. 8 € za tako majčko, pač amazing, tako da, ker je majčka tako zelo kvalitetna in pocen, sem jo vzela še v 3 različnih barvah, ti pokažem. Evo taka olivna, ta se recimo ful dobro tudi kombinira olivna barva na kakšno bež, na kakšno sivo krilo, na kakšne bež hlače, skratka, to bom definitivno zelo veliko nosila. Potem sem vzela eno modro, zdaj za tole modro barvo sem jaz tako zelo, kako bi rekla, ne ravno domača. Modre barve mislim, da imam v svoji omari najmanj, tako da sem v bistvu sama sebe izzivala, da skušam modro malo več vključiti v svojo garderobo. In tretja majčka, ki jo pa tudi obožujem, je pa tale v bistvu bež majčka, na katero bom venda kombinirala 1000 in en jesenski styling. 4x8, 32, kar je amazing cena za torej 4 polovrčke / take res udobne in praktične majčke. Tako da kljukica pri drugem izzivu, zdaj pa imam jaz še 3 produkte, 3 večne kose. Pa poglejmo, a mi je uspel. Zdaj, če sem pa za kaj vesela in kaj res tako navdušena, kaj jaz rečem ljubezen na prvi pogled, da sem dobila, pa so kavbojke. Kavbojke so tudi en tak kos, ki pač pašejo vedno, lahko jih kombiniraš na vse, ne glede na to, kjer barva ima zgoraj oblečeno, pač kavbojke res pašejo. Pa to niso kar ene kavbojke, te kavbojke so kavbojke. Zakaj? Prvo mi je všeč, ker so malo bolj take široke. Sem že zadnjič mislim, da povedala, da se ful dobro počutim v malo bolj takem širokem, edgy stilu. Sem si pa zelo dolg časa želela kavbojke, ki bi bile tako strgane in te kavbojke so bolane. Cena je bila 19 €, kar je za kavbojke noro, mislim noro ugodno, je ugodno, ne, zato ker recimo znajo biti tudi po 40 in več, malo take edgy, strgane, ugodne, tako da kaj češ lepšega. Tako da tudi pri tretjem izzivu kljukica imamo pa še 2 kosa. Te zanima, katere 2 sem zbrala. Zdaj sem ugotovila, da sem to majčko v bistvu vzela v 5 različnih barvah, torej še sivo sem imela na dnu tele vreče in ja, tudi ful lepa, v bistvu siva se res da dobro kombinirati. Zdaj pa četrti večni kos, ki ga imaš lahko po mojem mnenju tudi v bistvu ne glede na letni čas, samo tako ustrezno moraš zbirati obutev ali pa pač dodatke, je mini krilo oziroma eno tako krilo, ki se dobro poda na vse te tvoje majčke. Zdaj, definitivno bi jaz to krilo na tele hladnejše dni kombinirala z takimi visokimi škornji. Imam ene ful dobre črne, ki so dejansko do kolen in to izpade res tak šik in prefinjen look. Tudi v bistvu na tole majčko ful dobro paše, sploh ne rabiš nekih velik dodatkov, da zgledaš urejena in stylish. Tako da krilo bi ti definitivno tudi sama priporočala, da imaš vsaj eno, da torej pokombiniraš na vse te tvoje pulje, majčke. Bil je 11 €. Zdaj pa še 5. kos mi je uspel, se je znašel v moji vrečki, torej kos, ki ga jaz uvrščam med tiste večne in klasične. To pa je plisirano krilo. Oh my god, jaz obožujem plisirana krila. Toliko so lahkotna, toliko se dobro kombinirajo, poleg tega z njim vedno zgledaš urejena, je en tak zelo prefinjen kos. Tukaj je pol en celoten del s temi plisiranimi krili, jaz jih obožujem, ful imajo različnih in barv in vzorcev, motivov.
O, tole je luškano. Tole mi je ful všeč, čist taka jesenska barva. Ne vem, če vidite, ampak ima neke take olivne vzorčke vse. Čeprav tudi tale se da zelo dobro pokombinirati. Lej tole. Ta je tudi lepa. Evo, jaz ga bom kombinirala na tole olivno majčko. Tok so udobne te majce, da ne moram povedati. Tale krilo je bil 17 evrov, tudi tega imam v številki 34, pa pač res je en tak kos, ki se ga jeseni da zelo veliko ponositi. S tem, da jaz bom zraven kombinirala še eno tako tipično jesensko stvar in to je baretkica. Baretke so zelo take pariške, evo, sem da si jo jaz ustrezno namestim. Takole mislim, da bo perfekt. Wow, kako dobro izgleda. Se mi zdi, da se tale olivna in siva ful dobro kombinirata. Dejstvo so to, ker sta obe zemeljski barvi, tako da res dobro izgleda. In s tem je moja misija oziroma moj izziv, da najdem vsaj 5 večnih kosov tudi opravljen. Zdaj pa ti lahko pokažem še ostale stvari, katere sem kupila in so se tudi znašle v tejle moji vrečki. In sicer ena taka Mickey Mouse pižamica, ta večni risani karakter, ki je, oziroma lik, ki je meni osebno tudi zelo pri srcu. Ena taka pižamica, evo, kratki rokavi in dolge hlače za tile jesensko-zimske dni, ful je luškana, pa jaz obožujem pižame, tako da. Potem naslednja stvar tudi od Miki Miške, če pa ni to nekaj najboljšega, in sicer ovitek za tvoj potni list v obliki Miki Miške. Jaz toliko komaj čakam, da spet kam grem. Lani tak čas sem se nekje vrnila iz Pariza, tako da se mi zdi, da na vsake toliko moram kam iti, prav tako za dušo, za malo spočiti možgane, pa tudi v bistvu se premakniti iz tega vsakdana okolja. Tako da, če imate le možnost, bi vsakmu ful svetovala. Jaz bi res toliko z največjim veseljem kam šla. Tako da, če imate kakšno priporočilo, kaj se splača videti v jesenskem, zimskem času, bom ful vesela, ker ja, hočem tole uporabljati. Vem, kaj sem še vzela. Aha! To je pa kos, za katerega sem pred enim letom rekla, ok, če pa kaj, kar je moderno, ne bom nosila, je pa tole. To so biker shorts oziroma take kratke hlače za na kolo. Potem pa, ne vem, sem gledala vse te stylinge in mi je ratval vse bolj in bolj všeč, potem pa jih od enkrat nikjer več ni bilo in nisem dobila. Tako da, zdaj sem jih našla v Primarku, ene v črni barvi in ene v sivi barvi. Mogoče bom imela, ne vem, tole za telovaditi ali pa tudi za kakšno stylish fotko. Aha, potem sem vzela še en tak topek, v bistvu tak topek iz ne najdem besede, iz volne. Bil je 11 evrov, pa se mi zdi, da se bo recimo dobro kombiniral. Jaz si ga predstavljam na kakšen tak blazer in potem to ful dobro izgleda. Tak kontrast, tukaj malo krajši blazerček, oversize, pa potem na kakšne hlače ali pa krilo. Še zadnji dve stvari, ki sem jo vzela, tole so pilce. Zelo ugodno je bilo tole, evro pa pol, noter imaš pa 4 pilce, tako da si malo uredim svoje nohtke. In še last but not least, tale blazina za potovanja, tako da ti je udobno, ko potuješ, si naslonjen in ja, res bi kam rada šla, tako da bom videla, glede na situacijo, ki se dogaja, a bo to sploh mogoče. In to je to, torej to je moj jesenski Primark haul 2020. Spodaj v komentar mi zapiš, katera stvar je bila tebi najbolj všeč, a si dobila kakšno inspiracijo, a si prav v zadnjem času mogoče tudi sama v Primarku in si kaj lepega dobila. Vedno rada nekako dobim idejo oziroma inspiracijo tudi jaz od vas, tako da res z veseljem zapišite spodaj v komentar. Želim vam en čudovit dan, lepo se imejte, kaj lepega počnite in se gledamo v naslednjem videu. Čau, čau!